Danes smo 8. junija, torek je, nahajam se tukaj v mojih prostorih na Masarikovi, imam pisarno. Rekel sem, da bom posnel neko temo, ki jo imam danes na faktorju. To je pa zavist, fovšija, ki bi v Sloveniji gorela, če bi bila gorljiva, to bi imeli požar. Tako je slovenski narod fovšen, zavisten do svojega soseda, se pravi pregovor naj sosedu krava crkne, je kar na mestu za to slovensko družbo. Tudi pregovor, da bi te pes poscal, včasih vzklije na fundamentu zavisti. Zavist je skozi krščanstvo gledano eden od 7 smrtnih grehov. Skozi psihoanalizo se pa ta zavist zna kar dobro obdelovati in se je, Freud je to začel, dokončala pa je to zavist, teoretizacijo ali pa teorizacijo izpostavljanja teorij zavist Melanie Klein. To je Freudova učenka, ona je napisala knjigo, mislim, da ima 600 strani, Zavist in hvaležnost. In tam ona, ne da bi to demantirala Freuda, Freud je govoril o znamenitem zavidanju penisa, ki obvladuje cel karakter ženske, torej, če moškega obvladuje tekmovalnost, je zavist, pa zavidanje penisa, temeljna karakteristika žensk. Če se ta zavidanje, zavist, penis envy prelevi v željo, se ženska, torej deklica v ženskosti prelevi v normalno žensko. Zavidanje penisa ne sme biti fiksirano na gnusu, ampak se mora preleviti v željo. In to je stebrni kamen zavidanja. Penisa je stebrni kamen razumevanja Oedipovega kompleksa pri deklici in celotne psihoanalize. Melanie Klein je pa na nek način skušala demantirati Freuda tako, da je vpeljala oralno fazo in rekla, da je temelj vseh poznejših zavidanj, zavisti, fovšije, v bistvu zavidanje dobre dojke. Torej dojke, ki otroka nahrani. Vrstni red je pa takle. Deček in deklica, ko se dojita, najprej mislita, da je dobra dojka, materina dojka, delček njega, delček otroka. In skozi miselno naprezanje spoznata, da je dojka last prvega drugega, to je pa mame. Mama je lastnik dojke in ko otrok, dete, spozna, da ni on lastnik te dojke, ki ga pomiri, ampak da je to mama, postane materi na nek način fovšen, zavida ji sposobnost ne toliko dobre dojke, kot sposobnosti, da ga lahko nahrani. Se pravi, mama ima to sposobnost, da lahko otroka nahrani. Hranjenje je pa tako rekoč blaženost za otroka. In Melanie Klein je rekla, da je to temeljna zavist pred zavidanjem penisa, torej temeljna zavist, zavidanje sposobnosti materi, da lahko otroka nahrani, da je to temeljna zavist, na kateri se zgradijo vse poznejše zavisti človeka. Čeprav to zavidanje dobre dojke, sposobnosti materi, da nahrani, ima še neke derivate v sami infantilni dobi. Otrok je zavisten tudi na točki, ko zavida odraslim, predvsem svojim staršem, odraslost. Odrasli imajo moč, katero otroci nimajo. Odrasli niso premagljivi, otroci so premagljivi. Otroci zavidajo staršem nepremagljivost. In to zavidanje se nalepi na tisto osnovno, primarno, oralno zavidanje sposobnosti materi, da lahko nahrani otroka. In na to oralno zavist se potem zelo posrečeno nalepi analna faza, tam pa, zdaj bom malo vulgaren, pa bom rekel, mali sralec, tudi deklica, deček deklica, mali sralec ugotovi, da ima tudi on neko možnost, da mamico prikrajša za neko uživanje.
oziroma da ima sposobnost, da se materin užitek organizira skozi njega. On spozna, da se mamica izredno veseli, če se mali sralec poserje v kahlico mamici. Mamica je vesela in on ugotovi, da on lahko z radosti razveseli mamico, če se ji pokaka na ukaz. V zameno dobi ljubezen. Ampak to obligatornost, dolžniški odnos, da za drek dobi otrok ljubezen, to ni tako pomembno v tem kontekstu, ki ga zdaj jaz upeljujem. Ampak je pomembno to privajanje na kahlico, na čistočo, to spoznanje, da ne samo, da ima mamica dobro dojko, s katero mene nahrani in jaz sem blažen in hvaležen, ampak da ima on sposobnost, da mamico obvladuje skozi nekaj, kar on ima in si mamica želi. Se pravi, imam drek, ki si ga ti želiš, in jaz obvladujem tvojo željo. In te lahko pripravim do jeze, ker ti ne dam tistega drekca v kahlico in ti si jezna. Upravlja tako rekoč s tem prvim, drugim. In to sposobnost, ki jo otrok spozna, da jo ima, s tem, ko lahko trguje s svojim drekcem, to sposobnost uporabi za to, da zniža zavist, ki jo doživlja, ko se sooča s to svojo nesposobnostjo, da je sužen, tako rekoč, materine sposobnosti, da ga lahko nahrani. Najprej dobra dojka, potem flaška lahko tudi, pa frutek, se pravi hrana, mamica ima sposobnost, da nahrani. Otrok sam po sebi nima te sposobnosti, ima pa potem naknadno sposobnost, da si tudi mamica želi delček njega, če tudi je to tisti drekec, ki ga daruje. Mamica vsa vesela. Sej ga ima tudi rada. Ampak ta zavist in hvaležnost, o kateri je Melanie Klein govorila v tej knjigi, ta je zelo pomembna za razumevanje vseh fovši v odraslosti. Tudi zavidanja penisa, oziroma zavidanja recimo dečka, zavida pa očetu, da ga ima mamica raje kot njega. Tako si otrok misli, ker po noči očka pa mamica skupaj spita. To zavidanje očetu, mamico, pa predstavlja fundament vseh ljubosumij, ki se zgradijo. Čeprav ljubosumje in zavist nista eno in isto. Govoriti o zavisti in ljubosumju v odraslosti, to sta dva različna diskurza. Nekateri to precej pomešajo. Ko sem poslušal nekaj predavanj, ljubosumje in zavist. To je različna zadeva. Čeprav je fundament pa zelo, bi rekel, podoben za razvoj zavisti in za razvoj ljubosumja. Tudi deklica je materi ljubosumna, torej najprej ljubosumna na očeta, ker si lasti njeno mamico, v ojdipalni fazi pa postane pa deklica ljubosumna na mamico, ker si lasti njenega očeta. Namreč v ojdipalni fazi deklica zapusti prvi objekt želje in gre na očeta, na drugi objekt želje, ker ima oče organ več kot ona in mamica. In ta organ, ta penis, je predmet dekličine in materine želje. To deklica nezavedno ve in zato je tudi tako rekoč zavistna, da si mamica lasti njenega očeta, tudi po noči, ko skupaj spita. In ta očetov penis v tej zavisti in ljubosumju igra kar pomembno vlogo. To je govoril Freud, tudi Melanie Klein in Ernst Jones pa tako naprej. Ampak v odraslosti, ko mi poskušamo razumeti zavist, so pa psihologi delali eksperimente tudi na opicah. Vem, da obstaja ta eksperiment, mislim, da je tale Franz, ali kaj je že, nizozemski psiholog, delal eksperimente na opicah in za isto delo dal eni grozdje, eni pa bučke. In opice imajo raje grozdje kot bučke. Za isto delo ena bučko, ki je manj cenjena pri opicah, druga je pa dobila za isto delo pa grozdje. In tej opici, ki je dobila bučko, se je dela strašanska krivica. In tisti, ki se niso poglabljali v ta kontekst, so rekli, da opice čutijo zavist drugi opici. Ne, to ni zavist, to je občutenje krivice. In kadar smo mi odrasli, tudi v politiki,
zavistni. Recimo opozicija je načeloma zavistna koaliciji, ker ima moč in oblast. To je zavist. Ampak zdaj v teh časih ta opozicija ni samo zavistna ali pa ni ključ nelagodja opozicije zavist, ampak se boji ta opozicija za izgubo privilegijev, ki jih je doslej imela, kadar je bila leva vlada na oblasti. Zdaj, to pa ni čista zavist. Kadar je levica na oblasti, ima desnica, opozicija zavist, da bi imela to moč in oblast, ki jo ima levica. Ampak krivica je pa neka primes v zgodbi razumevanja zavisti, ki je zelo pomembna, da mi ločimo, zakaj je nekdo zavisten, je zato, ker se mu krivica dela. In to vrstno zavist moramo drugače obravnavati kot neko zavist, zaradi katere je Kajen ubil Abla. Če razumemo krščanstvo, to je prvi primer zavisti, ko sta Kajen in Abel, brata Adama in Eve, ko sta tam nekje darovala Bogu, en je bil poljedelec, en je bil pa živinorejec in živinorejec Abel je Bogu nekaj dal in Bog ga je imel rajši, ko mu je daroval. In zaradi zavisti, torej ne zaradi toliko krivice, ampak zavisti, je Kain ubil Abla in potem ni mogel s tem živeti. Zato je zavist eden temeljnih smrtnih grehov pri ljudeh in mi ljudje, če smo moralno odgovorni, če smo zrele osebnosti, sosedu ne bomo kar tako zavidali, naprimer, lepo mlado ženo. Ker če si ti pameten, veš, da v paketu mlade žene pride tudi to, da bi vsak to lepo mlado ženo imel. In ko to spoznaš, nehaš biti zavisten. Zavist se da predelati in odgovorni ljudje znajo z močnim nadjazem, moralnim razsojanjem predelati to zavist in postajajo manj zavistni. In skopuhi nikoli niso. To so edini tipi ljudi, ki niso zavistni. Ker njim se pa organizira užitek v kopičenju, gomiljenju imovine, bogatstva, denarja. Oni pa niso zavistni drugim, ampak jih skrbi, da ne bi to bogatstvo izgubili, ali pa idejo imajo, kako ga bi povečali. Se ne obremenjujejo s tem, kaj ima sosed, ampak si organizirajo uživanje ob tem, kako oni gledajo, kako imajo to imovino, ki se jim še kopiči, ker posojajo denar z enormnimi obrestmi in uživajo. Užitek drugih jih pa ne zanima in niso zavistni. To so skopuhi. Toliko o tej zavisti, mogoče bom v današnjem Faktorju še kaj več povedal, ampak če slučajno ne bom, imate tudi tale video, da se mogoče kaj naučite.